Spoštovana družba, dober večer. V okviru poletnih ravenških dnevov je cvetličarna Floral House, nova najboljša cvetličarna v Ravnah, pripravila potopisno predavanje po tajski. Slišim, da vas je že kar nekaj po tajski hodilo, tako da me zelo veseli. Mogoče boste še kakšno novo podrobnost nocoj spoznali, ali se boste pa sam nagledali prizorov, ki jih že v živo poznate. Da bo potovanje po tajski bolj avtentično, je Andrej iz Floral Housea pripravil razprodajo orhidej, ki so samo ta večer po ceni 14,99 €. Tako da vas povabim, da gre kakšna orhideja z vam domov, pa si tajsko pripeljete tudi na svoj dom. Pa da ne zavlačujem, se vam sam zahvalim, da ste se v tako lepem številu tukaj zbrali. Moje ime je drugače Tomaž, zdaj bom pa besedo prepustil kar Martinu pa Angelci Mlakar, izkušenima svetovnima popotnikoma, ki imate na zalogi veliko svetovnih popotovanj in predavanj, ampak za nocoj smo zbrali tajsko. Tako da prosim. Jaz sem Žirov sicer, tako da bi pa Žirov zgovorim, ne? Tako da če kdo nov, ki je zastopil, bo popal Angelca, ki bi lepo povedal, ne? Tako. Nam pa še rajali. Ja, če ne bo vrašče, ni problem. V glavnem, mi dva sva šla na Tajsko leta 2009 za Božič, v bistvu za božične praznike, tako da je šel manj dopusta, ne? Za nov let so bila pa že doma. Če pogledamo, kje na svet Tajska je, to je tale država tukaj, tlele je Slovenija, ne? In mi dva sva letela v München in pa kar v glavno mesto Bangkok. Če pogledamo malo bolj podrobno, tole je Indokina, sosedne države so pač Kambodža, Laos, Myanmar, pa na jugu Malezija. Mi dva so pa takale približno pot vzela. Priletela so v glavno mesto Bangkok, pa notranji let na sever v Chiang Mai, pa so popotovala nazaj v Bangkok, pa na jug na Phuket, pa so nazaj v Bangkok letela pa domov. Tako, v glavnem, letela sva s Thai Airways, zelo v redu družba, ti zelo veliko postreže gar, tudi za pit, pa tako naprej, ni problema. Jaz dal te da muzika lik malo potiknem, to me moj. Takole. To, kar poslušate, je tajska muzika, pa kar ste že prej poslušali, tako da verjetno ne poznate lih čisto vsega komada na pamet. Tule je v Münchnu, ja, pa so pa že priletela tlele v Chiang Mai, na sever Tajske, zelo tako pristno tajsko mesto. Sicer prvo sva malo kulturnega šoka doživela, ker je bil toliko enih avtomobilov, prometa, takole imajo elektriko napeljano recimo. Tako, no, takele kapelce imajo, take spiritual houses rečejo, pa take mini kapelce bi pri nas rekel. Tako naprej. V glavnem na Tajskem, tlele so še praznovali tale 82. obletnica njihova kralja. Rož je polhen povsod. Trgovinc pa tudi, ne. Imajo ogromno masaž, pa potovalnih agencij, pa obleke delajo po naročilu, pa tako naprej. Tako da je glih, da ne vsaka tudi tretja trgovina je potovalna agencija ali pa nekaj od teh treh. Tule so WC-ji. WC-ji res niso glih najboljši tam na Tajskem, ne. Tako da če te na veliko potreba, pa tako ne veš, lika bi tle gor stal ali bi se to krestehnil, da bi čez stal, ne. Tako da malo je zoperen, sem se pač navadiš. Pa si pa še tle splakneš, pa roke umiješ, pa tako naprej, ni problema. V glavnem, kješen šnapc moraš na konc dneva ruken, da ne pašeš kakšne bolezni, ne. Tule je tempelj v centru Chiang Maja. Taki starinski templji so v bistvu na začetku
tole je, na začetku v glavnem ful gledaš temple, ki so res zanimivi, pa to, pa čez ced se ti pa tako, da ne vse isto zdi, tako kot pri nas kakšne cerkve. Tole je v bistvu voščena lutka, imajo enega tazga budista noter. To prvo so res mislili, da je ta prav sem, pa so šla pobliži, pa so videla, da se nič ne premika, pa da je všip noter. No, tole je, v glavnem, tu so bile vremenske razmere na ravnah. Tole je pa vat pratoj doj suget. Tu so trenirali včeraj, pa so se navadila reči, tako da si mogel povedati, ne. Tu je pač en tak tempel, v bližini Čang Maja, tako na hribu. Na začetku na vhodu imajo zmeraj taka kačev, ogromno, pa imajo pa tele takele zvonike, ki so v bistvu grobnice. Vse je pozlačeno, je videla, no, pa tako naprej. Tu je znotraj templa, so takele zvončki, ki zazvoniš za srečo, pa da se ti želje izpolnijo. Pa napišeš gor željo, ja, pa se ti izpolne, pada, ne. Nič niso napisali, ker niso znali po tajsk napisati, pa niso vedela, se bo izpolnila, ne pa raj niso, ne. Ta je pa ta pravno, ta pa ni zasteklen. V glavnem tlele pridajo, pa se je treba sezuti, pa takole molijo, ne. Evo, takole, tako zgleda. Vsak tempel imaš tudi vhod, ni problema, da prideš noter, vsakega lahko greš malo pogledati. Tule so budisti, v bistvu, baje na Tajskem, služijo to, tako en let mora vsak biti budist, tako kot je na vojska, ali kaj. Glavno pa urejajo te vrtove, pa temple, pa ljudje nam pa nosijo hrano, no, tako da sami nič ne kuhajo. Tole je pa že Hot Spring. Smo šli takole na en izlet, tlele vhajar na Golden Triangle, ki je tromeja med Laosom, Burmo pa Tajsko. In smo se pač vmes ustavili na takle točk, ker je zelo uroč izvir, pa tako jajca kuhajo noter, pa lahko kupiš. Tole je White Temple, ki je v bistvu dosti modern tempel, ga je zgradil eden človek, ki je živel v Ameriki prej. Precej modern, no, na tak način je narejen, dobro zgleda, noter so pa freske take bolj z današnjega cajta, je tlele recimo sta ta dva World Trade Center pa avion pa tako naprej. Take poslikave so, niso same bude. Tu je pa že Golden Triangle, ki v bistvu je reka za mejo, ne, med Laosom pa Tajsko. In smo se šli pa s tem čevnom pelet, da smo šli tudi v Laos malo. Takole to zgleda. Tam pa prodajo, no, takele viskije, predvsem. Prodajo vse svrta, samo tile viskiji so bili najbolj popularni, ne, ko imaš take kače noter, pa škrpjone, pa tako naprej. Medva so tudi nekaj, ena škrpjona, pa ena kača smo kupili, pa so prinesli domov, pa smo tudi ena kača probali, ne smo jo sneli, ampak probali smo, če je to prava res, ne. Pa je bila ta prava, 100%. Moš pa tudi takole lahko probaš, tle so razne tile tajki, se ne zdi lih najbolj okusen zgleda, no je pa kar kul, kaj, sem da je. Je zadelo. No ni zadelo, ampak pa tak okus pač, viski pač tak. Pa sem še vse ne šnaps začel. Za vseh slučajev. V glavnem take zadeve, no. Tlele je pa meja med Burmo, Myanmarom
Imajo pa kada na tako ogromno tržnico, ima saj, se pravi, ogromen, pač ene robe, ene šare, predvsem kitajske robe, pač ljudje hodijo tle na mejo kupati. Pa vse imajo v teh vrečkah takole napihnen. Dobiš v teh vrečkah vse od župe, Coca-Cola, vse dobiš od teh. Nimajo kakšne druge embalaže. Pa smo pa se ustavili v temle taboru, ki so plemena iz Gorovi priseljeno dol. So takele krabi pleme, to recimo. Tule je krabi bihir pleme, ima takele ušes, takele ringlne imajo noter. Evo, tele dve. Tu so pa tele, ki so krabi long neck, ne, ki imajo pač tele obroče, si dajo gar, vsak let si dajo en obroč gar in pač več, ki jih imajo, so lepe, ne. Ni pa to tako, da bi se urat jim zlamil, če bi to dal, Baje, da to večkrat dajo, da se malo stuširajo pa tako naprej. Tako da imajo to sem tako za lepoto, ne. Da že kar mladim puncem že kar začnejo dajati tole vedno. V glavnem zanimiv. Tleda smo šli popoln en tak 3-dneven trekking, ker že gor okoli Chiang Maja je precej džungle in so si pač nabavili en tak trekking za 3 dni. Ujel v bistvu vse dosti pocen, koliko so dali, ne 20 € za 3 dni. S hrano, pa z vodičem, pa z vsem. To prvo se nas speljali na takele tržnico, da smo nabavili malo robe. Pa je seveda še en tempel tam v džungli. Ta je bil v bistvu en tak privat tempel, ga je eden mu tako zase naštimal. Sem je zanimiv, kad tam sred maj ne vidiš tazga Buda. Tu je en tak termitnjak, pa jest. Pa tistele palčka je to čisto slučajna, ne tako. Tole, da še jaz kaj povem, da nov sam Martin. Odločila sem se malo za trekking zaradi tega, da si malo iz mesta ven, da malo spoznaš naravo in ni nama bilo žal. Bila je majhna skupina, tole je bil naš vodič. Tak zelo majhen je bil, tako da nam se je vsem hecno zdel, ker so ljudje, nasplošno Tajci so manjši, a ne. Šli smo potem čez tale gozd, imeli smo krasen vreme, tako da smo se v teh slapovih na pot tudi kopali. Sicer je bila na kakšnem kamnu kakšna koža od kakšne kače, ampak če je vodič rekel, da je v redu, smo kar nekako zaupali. Tako da takole smo šli čez riževe polja, sicer tukaj, ko smo mi šli, ne, decembra, je bilo že požeto, na določenih delih so pa tudi ta polja potem kurali. V nižjih predelih Tajske 3-krat letno sadijo riž, ker je več vode tukaj gor, v gričih pa samo enkrat, zaradi tega, ker ni dovolj vode. Tle se tudi vidi, kako imajo te kanale in pa njihovo pač govedo. Tukaj smo tudi prvo noč prespali. Spali smo takole v taki hiški, ki je pač dvignjena od tav zaradi kač, pa verjetno kakšnih drugih živali. Noter so bila skupna ležišča, imela sva svoje spalke, tako da vsak, ki bi šel tja na trekking, je fino, da ima svojo spalko. Seveda spet WC nekakor nama ni šlo, zakaj to ne vgradijo noter, pač tistih pol metra nižji. Tako da tudi tukaj so bili iste težave. Je bila pa krasna pokrajina, vreme smo imeli tudi krasen decembra.
smo pa prečkali takole reke, nič ni bilo nekih mostov narejenih. Takole mene kar rad zebe, vidite, da ni bilo nič mrzel, da sem tudi jaz plavala. Martin si celo en džakuzi prevošil. No, takrat smo pa mi plavali, je pa tale vodič, pa še njegov kolega, ki je v tem drugem delu pri tem slapu bil, sta takole ven rezala iz teh lesenih palc od bambusa, take palčke. Takole, pol smo vedeli zakaj, vsakmo od nas 5, ki je bilo 5 skupin, so dali po 2 palčke in imeli smo tako na teh listih seboj hrano. Moram reči, da hrana je bila zelo v redu, noben od neja nimel nobenih težav. Sicer jaz sem imela domače razkužilo s sabo, da tiska to nima, je fajn, da se Coca-Cola pije, da to malo razkuš. Takole tudi sred te džungle so pač te ljudstva, ki s prikazom teh tkanja šalov pa prodajo, probajo kaj zaslužiti od turistov. Bili so zelo prijazni, vsi, noben mi vsiljeval, nobene zadeve, tudi pri prodaji ali pri prikazu. Otroci so bili veseli, to so se sami hoteli slikati, takole so prišli bliz, so se kar malo tepli, ampak samo za slikati, niso nič tako, da bi kaj prosili, da bi mogla kaj dati. Tole je bila pa zadnja noč trekinga, je bila pa malo bolj urejena v takih hiškah. Tudi večina tistih, ki gre samo na dvodnevni treking, potem spi v takih hišah. Tuš je bil zunaj, takole na vrtu med rožam. Zvečer smo pa potem, zadnji večer, tako malo posedeli ob ognju in navada imajo te zelene banane uporabljati namesto krompirja. Tudi tak okus imajo, tako kot en krompir, tako da popečejo. Takole je na eni taki mreži po peku, da smo probali. No, v treking je bilo pa še zadnji dan vključen tudi tale rafting, bambu rafting. Ko sem videla tele rafte, sem se kar malo ustrašila, so bili toliko dolgi, mi pa sam 3 gor, ampak je kar šlo, no. Tole je ena slika, ker je me uspela hratati iz tega. Na koncu smo šli pa še jahati slone. Takole imajo hišice narejene, da greš po njegovi glavi na te sedeže. Mislim, da imamo tudi en kratek filmček. A tale jahamo slane, tale taklični banana dobu prikaj še prikaj. Pa snehala, takale ima kože, kada je na taka rašple, take vam tale da najedem iz hojstava, spet, No, tile banane zelo poceni kupiš na začetku, ni bilo veliko, če so bile evro, 2, cel šop, ampak niti si ne predstavljaš, kako to izgledala, in potem slon je navajen, da od turistov dobi hrano in tako smo podajali te banane, ki jih je hit zmanjkalo, ker je bilo zelo zanimivo to, in ko slon ni več dobil hrane in smo se ustavili vmes tako, ko je bila taka mlakuža za pit, nas je sam poškropil. Tako da nam je vrnil, ker nam je prehit zmanjkalo, tako da je pol na koncu še malo dobili. Je pa tako tiska jahov slone, ve, kako to izgleda, to je tako zelo počas. Tako se počas premika, zanimiv. Nič te ni strah horno, zelo počas to premika. No, potem sva šla pa na vlak iz Chiang Maja v Bangkok, glavno mesto Tajske. Ta vlak takole je pripeljal, tukaj ne vem, koliko se je vidi ta deček desno, ga je s takim šlaubom, mislim, z vodo uprav. Zice, noter sedeže so okrog obrnili, takole to so vse okrog obrnili, ventilacijo naštimali in v 15 minutah je bil vlak kanal. Na vseh teh prevozih javnih imajo klimo,
To pomeni, ko prideš iz zunaj in na noter je 10 stopinj sigurno razlike na kjermokoli prevozu, tako da sva midva potem imela v ročni prtljagi zmerjeno spalko, tako tenko, da ko sva bila na tem vlaku, ki je bil tudi čez noč, da so se pokrila, kakšneje zebali. Tole je sam Bangkok. Martin, šteti. Ja, Bangkok ima takle pač veliko reko, pa takole je, no, pač kaj. Ogromno mesto, po tej rek tudi taksiji vozijo, pa avtobusi, pa tako naprej. Na določenih predeljih je zelo moderno mesto, na določenih je pa še velika revščina. V glavnem tole pa ta glavna kao Sun Road, cesta, ulica, kjer je tudi večino hotelov, pa hoslov, pa popotnikov, pa turistov, pa tako naprej. In tle pač lahko dobiš vse razne stvari. Lahko greš na masažo. 40 bahtov je 1 evro bil takrat. Se pravi, za par evrov si lahko greš na masažo, a ne? Lahko greš na takole fish masaž, tule se umena slika, se mi zdi. Ja, takole se usedeš, takole pred bazen, pa noge imaš noter v tem bazenu, pa ti pal tiste ribce kožo malo takole jejo kao. Tisto odmrla, ne vem kako, no, niso sicer probali. Tu so oni ti krabi pleme, tudi hodijo po Bangkoku, pa takele žabce imajo, pa stisnu skozi repatajo, tako da veš, da je za teboj, pa da kaj kupiš, ne. Tu skozi poslušaš tam na ulice, ne. Tle pa si lahko daš delati kakšno izkaznico, ali pa kakšno diplomo z Harvarda, ali pa kakšno osebno izkaznico, kakšen dokument, ni problema, vse ti naredijo, sam poveš, kaj bi rad. Tule je ta glavna Grand Palace v Bangkoku, glavni tempelj. Je tudi precej zelo mogočen tak. Moraš se pokriti, tu stakole najamiš, ti dajo takole kiklo, da se noh ne vidi. Pa greš noter, ni nobenega problema. Ko vrneš nazaj, dobiš denar nazaj. Je pa res zelo mogočno, pa zelo barvito, pa pozlačeno vse, pa tako naprej. Tu so grobnice, smo že prej rekli. Tu je pač ta glavni del te palače. Pa takele detajli so, ne. V glavnem se pravim zelo lepo, pa vse to. Tlele tudi lahko greš na masaže. Tu je Wat Po. Wat pomeni tempelj. Je največji ležeči Buda na svet noter. Tako no, tu je en drug tempelj že tam zraven. Tu so pa te grobnice. Še en tempelj pa je čez vode. Wat Waru. Tule je pa taka nadzemen metro, bi lahko rekel. So šle se malo pelet, da vidimo, kako to izgleda. Pač metro kot metro. Sem namreč, da bi se v tunelu vozil, takole dole gledaš ceste, pa stavbe, pa tako naprej. V bistvu par stvari imajo zelo moderno uštimanih. Takole je pa elektrika, tako zvečer, ko greš kar malo, da se v zraku umiri, kar malo preskakvajo iskre, kje pa sem. Da se vsak malo priklop, verjetno har, pa tako naprej. Je pa glavno prevozno sredstvo, je pa itak tuk-tuk, ne. In ponovati tako, da če hočeš, da te ta tuk-tuk do ene destinacije zapele, stane tam, ne vem, 10-15 bahtov. Če pa rečeš, da če se pa strinjaš, da bi se ustal v 2 štacunah vmes, je pa tako 2-3 bahta, ne. In pa seveda, ja, bova se ustavila tudi mi dva, ne, pač malo cet, pa da vidva, kako to izgleda. In smo se zmenili, da se bo ustal v 2 štacunah za 10 minut, ne.
In to prvo pripelje ena turistična agencija, se tam usedeva, nama dečk začne vse razlagati. Mislim, poveva, kam bova še potvala naprej, nama cel program naredi, pa po 10 minutah pa sem ustaneva, pa greva, ne. Jaz sem gledal za nami, lopal, kaj, sem zaradi tega svetle, zaradi tuk-tuka, ne. No, v glavnem pa naprej pelal, smo šli pa še v eno štacuna, ko obleke delajo, so pa prišli not, pa so rekli, da ne rabo obleke, da so zaradi tuk-tuka, pa je kar petov. Tako da so v bistvu se kar zastojn pripeljala, ki je v center mesta. Takole dobiš kakšne takele reakcije na ulic, pa vse ta pijača pa zadeve so pa takole napiknjene, tako reči. Pač rekel bi, da to grdo zgleda, pa tudi na začetku zgleda malo tako čudno, predvsem Američani so se precej za glavo držali, kakšne embalaže imajo, pa koliko plastike sam. Če po drug stran pogledaš, Coca-Cola je še več embalaže, če v piksni dobiš nekaj v vrečki. No vem, no, v glavnem tako imajo narediti. Tle so šla še na cvetlična tržnica, to je ogromna. Sam so pa glih malo zamudila, cvetlična tržnica je bila potem, tle je Chinatown, ogromen del Bangkoka je čist kitajski, no tu je pa cvetlična tržnica, no. Ogromen rož pa vse lahko dobiš, no, kar hočeš. Se res pozna, da je tajska, da je veliko različnih rož, rase na tajskem. Tu letale so mene cvetove pele v žakli. No, pa smo šli pa še na eno drugo akcijo. Če tale pogledamo tale rdeča črta, smo šli pa na plavajočo tržnico, pa naprej na Tigrov tempelj. Plavajoča tržnica takole zgleda, prideš kje, pa se usedeš v en čevn, mislim, pač plačeš, da te pelejo, ne? In pač kupuješ. Če hočeš kaj kupiti, malo na sosednjem čevnu, ko prodaja ena taka palca, skluka na kanc, pa sem pol čevn, vse potegne, pa lahko kupiš. To je pa naša šoferka. Tako da smo se malo zapeljali po tej tržnici. Prodajajo od sadja do klobukov, do vsega, kar hočeš, na spominkov. Zelo zanimiv zgled, ogromen ljudi, no? Vse to na čevnu, ne? Sadje pa vse vrečke, še en filmček. No, po tej plavajoči tržnici sva šla si ogledati Cobra Show. To sva tako nisva vedela na začetku, bi šla ali ne. No, pa sva se odločila, ko sva imela čas in sva tako še dosti spredaj sedela. Ni bilo nič tako ograjen ta prizorišče, ki je posebej razen s tem pasom vode. In moram reči, da je bilo kar adrenalinsko spred sedeti, še posebej so prej povedali, pač, koliko so strupene, kakšne pač so že imeli prigode. Tale deček je te 3 kar precej strupene kače, pole ta zadnjo iz usti ujel. Moram reči, da je bilo kar precej adrenalina, še posebej, ko sem parkrat mislila, da je kakšna kača kar leti, kaj mi ljudi. Tole je kobra, ki naj bi bila pač za srečo, za plodnost, če se jo dotakneš. Takole so jo pol med ljudmi dali mal, ampak pol so še pokazali, da ima res strup noter, so dali še v kozarček. Sledil je tudi ogled mosta čez reko Kwai, ki so ga gradili Američani pod vodstvom Japoncev. Zdaj to je novi most, stari most, del starega je v muzeju, je pol lesen. Zdaj sama zgodba je tudi dobro v filmu uprizorjena, ki ste jih gledal.
Glaven cilj v bistvu tega potovanja je bil pa tale tempelj tigrov, ki je dosti znamenit, pač tudi zaradi slik, ki jih pripeljamo z tega potovanja, ki se slikamo s temi tigrčki. Ja, takole v bistvu vse je vodeno, spremljajo te do teh tigrov, gre vsak posebej, tako v vrsti. Imajo dosti tako red, zgleda dosti tako, mislim, počutiš se dosti zavaranega, no, ko si tukaj. Ko vidite ta na levi strani je deček, ki pač je zraven, čeprav ne vem, kaj bi lih ukrenil. Več teorij obstaja, pač te menihi pravijo, da niso napadalni, da jih tako vzgajajo, drugi jim pa očitajo, da so ti pač pod vplivom mamil. Tako da kakorkoli, res je pač te veličastne živali, tako občuduješ, no, v to bliz nikjer drugi ne moreš, da se potem takole božaš, pa vseeno imaš en tak strah. Takole jih hranijo, imajo pač ti menihi svoje govedo v tem parku in takole cel kamion teh buč stresajo za ta govedo, potem pa ne vem, kako oni te tigre hranijo, no. Naj bi jih tako hranili, da ne bi nikoli tako prišli v stik direktno s krvjo in potem ne bi bili tako napadalni, to je ena od njihovih razlag. S takimi kombički so nas vozili po teh izletih, ki so bila. Tukaj le tudi vidite pranje perila 25 bahtov na kilo, to je pol evra. Tako da tudi midva sva dala tukaj cune aparat, naslednji dan so bile oprane, zlikane, kvalitetno, brez problema. Tako da na ta potovanje v Tajsko res narabiš dodatne prtljage, če kaj manjka, tam kupiš, kaj je pocen, če pa rabiš, daš pa oprat, pa imaš naslednji dan vse zlikane. Odločila sem se tukaj, ja, da greva v ta staro prestolnico, Ajutajo. Takole veličastna prestolnica, preden so pač prestavili potem v Bangkok. Zdaj je večinoma pač teh templov, ki jih je ogromno tukaj, precej v slabem stanju, tudi zaradi pač strani Burme, ki so tukaj opustošili, ampak je še tako precej živa taka turistična točka. Tukaj so te bude tudi razvrščene po dnevih, to pomeni, da je vsak dan predstavlja svoja Buda, tisti, ki leži, je torek, zaradi tega, ker naj bi sam Buda na torek umrl. Tako da lahko začnemo, tako da je ta prvi je v nedelja, potem ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in pa dve pač položaja Bude za posebne priložnosti. Največkrat imamo tega ta zadnjega, ko ima tako eno roko dol, pa eno gor na teh, tako kot tukaj, ki je tudi čez 390 teh Bud okrog tega templa. V glavnem ta Ajutaja je bil tako ene kakšno urce vožnje iz Bangkoka. Razmišljala sva pač, da bova to naredila v lastni režiji, da bova se pač s tuk-tukom peljala na postajo glavno, pa pa vzela tam en avtobus do Har, pa bicikle tam najela in pa si ogledala kraja, ne. Ok, tule je še tale ta znamenita Buda, ki je noter od dreves, ta glava. No, v glavnem pa so pa midva šla vseeno vprašati, mu je ena turistična agencija, koliko bi pa to koštalo, če bi šla z njimi, a ne? Pa so rekli, ja, pridemo vas iskat pred hotel, pa vas peljemo Har, vodiča imaš, pa kosilo dobiš, pa nazaj pripeljamo za 5 evrov na osebo, ne? Tako da pa ne so veliko razmišljala, sva dejala, bova kar dala vsak 5 evrov, pa bova šla kar z njimi za cel dan res. Tako da potovanje po Tajski je res enostavno, ni benega problema, tudi taka vera moja, da nič, mislim, nasplošno nič ne kradejo, pa imaš tako varno se počutiš, pa tako naprej.
tukaj na Tajskem je ogromno tudi rož, tole je plumerija, zelo taka dišeča roža, lepa. Je pa tukaj na Tajskem tudi čez 1300 vrst orhidej, posebej v teh džunglah, teh gozdovih rasejo. Tole imajo tudi za turiste v samih mestih, pač jahanje slonov kot atrakcijo. No, na kar sva se pa odločila, da va midva šla tudi malo na morje, malo poležavati, in sicer na Kopanjan. To je eden od 3 otokov, in sicer ta sreden. Druge 2 sta Kotao pa Koh Samui. Sicer dolga vožnja do tega otoka je potekala čisto brez problemov. Tam greš v lokalno agencijo, se probaš spogajati z pač najboljšo ceno, pridejo zjutraj po tebe s takim kombičkom, ti dajo eno tako nalepko nate, tako eno oranžno, pa eno tako, in pol oni točno vejo, kam greš, in te pred temi avtobusi sami razvrščajo, tako da na koncu pristaneš tukaj. Res je bil krasen, ni bilo nobene gužve, nobenih turistov, takole sva bila sama v tem lokalu, ki je bil pač pred bungalovi. Navado imajo, da imaš takole zvezek na tej mizi in potem v ta zvezek pišeš, kaj si pojedel, kaj si popil, in ko se izpišeš, pač ti oni izračunajo to, kar si napisal. Pač zaupajo tebi, da napišeš, kaj si pač si želel, mislim, kaj si porabil. Sposodila oziroma rentala sva tudi tale motor in sva šla malo po otoku. Tudi to ni nobenih težav. Sicer vsake toliko časa je kole kakšen slon. Pri nas imamo srne pa divjad, ki imajo znake za slone. In takole sva se tudi odločili iti malo po džungli, ampak nimajo tako dobrih markacij kot pri nas, tako da sva pol pod kakšni uri hoje, občudovanja teh rastlin v naravi, kot so mesojedke, take razne, ki rasejo izposod, sklenila, da greva rajš nazaj, predno se izgubila. Tako da sva pol pristala na taki plaži, kjer ponujajo zopet te tradicionalne masaže, ki sva tudi probala, tako da tajska masaža je tako precej groba masaža, ampak pol se počutiš kar malo lažje, no, ko imaš malo razrahljane kosti. Takole sva bila na teh otokih. Presenetljeno je, da so te plaže bile ogromno koral, raznih razdrobljenih koral. Sumila sva, no, da je to posledica, deloma tudi posledica cunamija, ki je verjetno takrat kar precej tega nanesel na te obale, ker je tukaj zelo pač tudi pustošil na teh delih. Takole smo imeli že malo pripravljen za turiste, okrašen, ki se je pripravljal pač na Božič. Oni sicer tega ne praznujejo, ampak zaradi same obiskov in pa od tega imajo kar precejšen pač del dohodkov turistov, se prilagodijo. Tako da so bili tudi božički razni pa smrekce prilagojeni na nas. Takole je spet, ko smo šla na ta čoln za naprej, ko sva potovala do Phuketa, oziroma prej še vmesna postaja Krabi, je spet klima. Tukaj je sigurno bilo 15 stopinj manj kot zunaj. Tako da zunaj ni bilo za zdržati, ker je bilo toliko vroče, znotraj je bilo pa toliko mrzlo, da sem mogla prav imeti spalko. Malo se moraš znajdati, pa gre. Takole tamle Martin kaže, tako čisto mečkene nalepke so tam pri roki, ena taka rumena, na kar so spet usmerjali, ki je do Krabija, samo da so videli to nalepko, pa je tam bilo pač še 3 kolone, vsak za svojo destinacijo, pa so nas pošibali.
No, tlele so spet, so naj hoteli v eno turistično naselje pelet, ampak se nisva dala, so rekla, mi dva greva v kraj Krabi, v center mesta in so gledala ta Lonely Planet, nikakor niso vedela, kje so naj z avtobusa dol vrgli, na kar sva vprašala enega policaja, kje sva, pa kako bi prišla do tega hostla in je šel dečk sem tako čez cesto, pa je rekel, te dva pelj tam kje. In naj je peljal s takim motorjem, kot so ga imeli Nemci v čas, ko ima še zraven za ljudi zapelet. Naj je peljal dečk, malo smo mu dala malo drobiža, pa smo bili vsi zadovoljni. Tlele so popali na Krabiju, naj hoteli pelet s takimi čovni. Pa svodja pa greva samo ocet. V glavnem ni nama bežal, to prvo smo še mač takole se peleli po teh rekah. Eno jamo smo še gledali, to prvo. Pa smo še na eno, tole je bil šofer. Pa sami taki mangrovi rasejo s koreninama, ne. Da imajo takole korenine v vodo, tako džungla ta prava, no. Tle peš bi zelo težko hodil. No, takole je to gledala ta važna. Takole imajo pa ribarnice, no. Ribe lovijo razne. Niso sem postrvi noter, ampak je vse živo. Od takele box fish, je takole kot ena škatla, tudi ko je primeš, je čisto kot škatlica. Aj še da filmček. Box, res kot ena škatla. Like a box. Do tehle, ki se napihnejo, ne. Drugače, en tok normalne ribe v vod, pa se pa napihne takole, za čut nevarnosti, ne. Sicer tok bode, ne da jo ne bi mogel držati, ampak je pa imam bodice, ne. Evo, to so te značilni tile čevni. In pač tle okoli tega Krabija so takele skale gledajo ven z vode, po katerih tudi razne športne, tole je Chicken Island, ki je pač kada na kora naj bi bil tole. V glavnem ta predel je zelo turističen, ne, in je ogromno turistov. Je pa tudi pač lepo, ja, se je ni čudno. Pa dobro mu je zrihten. Evo. Tule je eden od tehle otokov, ki smo se ustavili. Take lepe slikce, ne. Mi smo imeli tlele sicer malo boljši čovn, je šlo malo več ljudi gor. Evo, tako recimo se s kajaki vozijo okoli, pa plezajo tlele eden, nekaj plezajo, pa tale eden. Tako no, precej turistov pride tle dol uživati, ki je res dober, pa pocen. No, tle so pa še medva dobila kosila v takih urečkah, pa na kance, ne. Tako da nismo mogli reči, da nismo probala, ne. Pa je bil kar okusen, no. Eno omaka taka, pa riž, pa palačinka, pa malo vode. V glavnem, tu so vse šle na dnevni izlet, so plačala par evrov in so naj vozili
s čevni okoli. So bo tudi takele opice, ker drugače nam ljudje precej daje kakšne hrane, pa ker mu tudi kakšen nahrbtnik ukrade, pa tako naprej, pa malo pokrempa, pa to naprej. Tako da nam je voditi skozi govoril, da se nad njih ne tišimo noter, da če prideš v bolnico, da ti noje nič pomagaj, če boš rekel, da te je opica krempna, povejo, da jo nesi primer pustil. Tako nam je razložil, no. Evo, tu je bil naš čovn. Zdaj, če je pa tu res, pa ne vem. Tle še ta južni predel, kot tudi v bistvu precej ljudi hodi dol na morje, zahodnjo. V bistvu tudi nama so rekli, da ne raj tle pridejo spat, pa to, pa da so tukaj, ampak se nama je zdaj malo preveč ljudi na vsem, tako da so v bistvu šli sem pogledati. Tule je ena taka trgovina z raznim sadeži. Aha, to je še malo hrane. V bistvu za pit imajo take šejke z raznih banan, pa mango, to pa z teh stvari. Skar zmeraj dobiš zraven riž, pa malo zelenave, pa tole je pač piščanc. So naročila piščanca, sem ponovadi bolj riž dobiš, drugače pa več ali manj brez mesa. Tule so takele palečinke mini, v bistvu kar okusen, no. Je pa tudi tako greš v gostilno jest, zraven je pa še turistična agencija, pa lahko kupiš karte malo za kakšen Kuala Lumpur ali pa kaj tazga. Ni problema, vse ti zrihtajo, sem želja moraš povedati. Tle so pa mišli na Koh Phi Phi Island, so pa najbolj znani, tudi tlele dol ta rdeča črta, tu malo daleč. Tudi tukaj večina ljudi gre prenočovat gor, sem je pa dosti drago, pa to. Tako da medva so se sem nabavljati, so šli s takne gliseri, ker je precej daleč, tudi zelo hitro je šel. Evo takole njemce, že zebe imajo kaj to okletel. V bistvu tle se pripravljamo na vzlet. Pa smo šli pa kje, in nama ni bilo žal, da smo sem šla malo pogledati. Tule je Maya Beach, najlepša plaža na svet, to je tudi v filmu The Beach bila tale. Sicer tam je bilo tako, kot da je jezer na sred otoka, ampak v resnici ni jezer, je sem takole odprto. In sicer smo tudi imeli srečo, da smo malo prej prišli, ker pol pozneje ogromno turistov prišli, res so komaj stali. Tule je Tsunami Vacation Route, so postavili te table po ta zadnji tsunamiju, kam moraš leteti, če kaj preleti. Takole izgleda pol. Kaj nazaj na to najlepšo plažo na svet. Vse je tako na papirju, Tudi malo smo šli snorklet, so nam dali maske pa to. Čeprav spet tukaj, vse so bile lepe korale, sem ni pa to primerjave z koralnim grebenom tam v Avstraliji, veliki koralni greben ali pa v Egiptu. V Egiptu do zdaj je bil nama še najboljši. Tule je ta turistično naselje na Koh Phi Phi. In sicer tle so spet imela eno prihodo, ker smo se tle ustavili za 1 uro s kosilom ured, in so nam tako ogromno kosilo naštimali, pa so tu medva hitro pojedla in so hotela jeti na razgledno točko, da bova dol slikala tisto, ki je 2 otoka skupaj, ki sta povezana, se bo pa slikati. In so medva prav hitro letela, šopala gor, malo so šla še okoli, v bistvu ne so šla čisto po najbližji poti. V glavnem precej cajta so hodila gor, tako da so že zamujala
tle je bil ta viewpoint in tle so bila čižjočna, bo nama onihli se rušal ali ne bo šel, ne. Ker je bil pač pa tako 50 minut do izhoda, ne. Evo, tu smo hoteli slikati, ne, da je z te strani morje, pa z te strani morje. V glavnem, medva čist napeta tu čakava in ko smo šla gor, smo srečala en kombič, ki naj je na zadnjih 500 metrov tudi pelal in je rekel, da čez 10 minut gre pa nazaj, ne. So rekli, o, super, da best, sem nisva bila lih zihar, a pa res šel čez 10 minut nazaj, ali ne? Tle smo še slikala ta prelep pogled. Tlele dal nekaj pa tist najn čovn čaka, ne, pa v bistvu je bil že cajt za edit. V glavnem pa so pa stala tam uhma in pa so čakala, pa se je pa le prikazal, no. Pa se je pa tale prikazal in so se usedla gor in je najdal pelel in so pač srečen prišla do cajta, do čovna. Oni so bili pa že čist naveličeni, ko so čakali. To groza ni bil, ampak 10 minut je pa vseeno trajal do tistih zamika. Midva pa vsa zadihana, ampak je uspel, no. Tako da potem sva iz tega šla na Phuket. Phuket je dosti znan, tak, kako ne rečem, grozen turističen mest, no. Z vsemi raznimi dogodki, od tega Thai boxing promoviranja do teh uličnih plesalk, transvestitov. Ni tukaj se vse dogaja, tudi na ulici, tale je recimo palačinke pekel, mislim, da bova tukaj celo posnet za recept. Vidite božičke zadaj, jelenčke, smrekce, ni da ni skoraj 30 stopinah. Ja, bile so pa nama najboljš palačinke, no, tako da sva jih pol vsak ta drug dan. Malo je namastil, da ni bila toliko suha. Po moje s kakšnim oljem. Sladki greh povrh, lahko probate doma. Orodje siguren ima mož v delavnici. Še sprot skuče vse. Vse zadaj ima koš za smeti. Tole, to je to. Bile so res dobre, Ane. Tukaj celo policija želi vesel Božič. So imeli svojo smrekco, svoj napis in pa na Tajskem je tudi tradicija, da ob njihovih praznikih, predvsem zdaj so samo za turiste, spuščajo v zrak tele lampiončke. To pomeni, da na neki gobi ogenj in potem s toplim zrakom se ta vrečka napolni in poleti. Pa še tole špilo.
Malo smo počasi tole delali, zaradi tega, ko smo hotela vse posneti. To mora res, da je nafilet nečem. Tole s toplim zrakom se tole napolni. Tam pa prekinu. In takole se tudi vidi gor, je že kar nekaj teh lampiončkov bilo gor. Ampak tukaj, ki je bil Božič, pač bolj turistična zadeva, jih je bilo malo, ko pa oni praznujejo pa to teh lampionov ogromno. Na sami ulici je polno življenja, takole se slikaš lahko s temi kameleonimi, ogromnimi ulične plesavke, go-go dancerke, vse tisto, po katerim je tudi malo Tajska, tako tudi pač druga plat. Takole imajo tudi transvestiti svoj klub. Tole sigurno ni gospa, tudi tle levo so pobje. To je tudi ena plat Tajske, za katero pač nekateri hodijo samo na to stran. No. Nama je bil lepši sever Tajske, kjer sva bila v naravi, ni bilo toliko turistično, sva lahko malo bolj doživljala njihovo tradicijo. Tukaj dol na teh otokih je pa predvsem pač morje, res je lepo, tako ste videli po slikah, ampak je pa pač sama mesto kot Phuket, so ga midva imela 3 dni dost. No, takole, to je pa ta zadnja slika. V glavnem, vse to je z Tajska, od narave do raznih stvari. Le bi se zahvalila Tomažu pa Impulse Travel, ker nama to karte zrihta zmeraj pofrolarkal za organizacijo tega predavanja. Upam, da ste uživali, pa če me pa kdo kaj zaprašati, pa z veseljem še kaj povedal. Angelca pa Martin, hvala lepa. Jaz upam, da ste uživali. Še naprej vam želim lep preostanek poletja. Malo nam je veter nagajal, ampak smo ga premagali tokrat. V glavnem, lep večer vsem.